Živa, kaj boš? Živa, izbijem zeleni čaj. Ejda. Ej, čau. Ej, sam meni se ful mudino, tako da ne zamujati pris naslednjič. Ja, no, sorry, sem še v knjižnico sem mogla iti, no, da je ta renesansa, seš. Ja, no, sej. Si se kaj že učila? Če sem se učila? Ja. Ne, nič. Tako bila sem na fitnessu, zdaj vsak dan na fitness hodim. Čak, a kaj ti pol ne delaš več? Ja, delam še vedno, tako vsak dan, tam v enem lokalu v Ljubljanci. Pa učim se tudi ful. Ja, no, tako da sploh nimam več nič časa, tako niti za spanje zadnje čase. Tako da sploh ne vem, ful se slabo počutam, no. Ja, sem to ful ni dober zate. Malo bi mogla biti tako, no, si ga v easy vzeti. Ja, pa kako v easy, če nimam nič časa? Veš, koliko imam dela, pa še za faks, ful se učim zadnje čase. Ne vem, pač nimam zdaj časa, da bi ležala na kavču vsak dan, ne. Pa ne, sej mislim, sej sem tudi ful za učiti, no. Sem mislim ga res, pač nekako mi je bolj pomemben pač zdravo življenje, pa to, da nisem pod stresom, kakor pa ne vem, dobre ocene. Jaz zadnje čase skozi na fitness hodim, pa vsak dan kupujem bio zelenjavo, tukaj pa mislim, da čist dosti zase delam, no. Pa sej, če si ti pod stresom, ti čist nobena zelenjava ne pomaga. Pa sej ni toliko važno zdaj, da pač si vsak dan v fitnessu, pa da konstantno skrbiš to, kar pač spravaš vase. Neka pač srednja pot je najboljša, a ni? Ja, sej vem, mogoče bi bilo fajn, da bi se kdaj tudi jaz malo spočila, no, ker sem toliko živčna zadnje čase, pa bolna sem že en teden, tako da. Ej, nič, no, meni se ful mudi, tako da se slišva naslednji teden, pa uživi, no. Ajde. Zdravo življenje nekoč in danes. V nekaj desetletjih se je okolje drastično spremenilo in z njim tudi način življenja. Ljudje si postajamo vse bolj odtujeni in izgubljamo stik z naravo. Mladi danes prosti čas po večini preživljajo za 4 stenami, druženje postaja virtualno in nepristno. Zdravo življenje ne zajema le zdrave prehrane in rekreacije. Pomembno je tudi druženje, smeh, veselje, saj se v današnji družbi vse prevečkrat pozablja na zdravje duha in tu so ključnega pomena prijatelji, ki ti pomagajo razbremeniti težo skrbi in te osrečujejo. Se pravi, obstajajo 3 segmenti, ki poosebljajo zdravega človeka. Prehrana, telovadba in druženje. Ameriški način življenja, ki se nam vsiljuje vse pore obstoja, želi prikazati srečo kot nekaj, kar se da kupiti. V resnici pa človek za srečo potrebuje zelo malo. Samo ozreti se je potrebno okoli sebe, se prepustiti naravi in poiskati srčne ljudi. Kje so časi, ko smo mladost preživljali na ulicah, travnikih in vedno v družbi? Prišel je čas, da se ponovno začnemo združevati in poskrbimo za okolje, ki pred našimi očmi rapidno propada. Prisluhnimo gospe, ki pooseblja zdrav duh v zdravem telesu in dobro ve, da so se časi spremenili. Ja, jaz mislim, da smo se mi veliko lepše imeli kot današnja mladina. Današnja mladina ima cesto pa avtomobile, pa nič, mi smo lahko na cesti bili, nihče nas ni motil, ker ni bilo praktično nič prevoznih sredstev. Smo zelo veliko zunaj preživeli. Ti naši otroci pa ne vem, čisto drugačno okolje je, veliko bolj, kako bi rekla, nasičeno, polno zgradb, da ne govorimo o prometu, to pa sploh ne, to je pa velika mora, meni se zdi nas vseh. Da je to hudo individualno, recimo športno udejstvovanje je odvisno od staršev in če starši otroke peljejo
nekam na en tak specialni prostor za vadbo, če pa ne, pa ni vse skupaj nič. Takole na igriščih bolj malo vidimo, če ni staršev, ni nič. Mi smo pa se vedno družili. Jaz se spomnim kot recimo predšolska pa osnovnošolska, šolski otrok, smo imeli eno določeno družbo v tistem našem okolju, kjer smo živeli. To nas je bila ena skupina otrok, mešano in smo se pač po svoje zabavali. Od otroštva, ko smo se ogromno in včasih tudi divje igrali, rabutali češnje, igrali nogomet, se, moram priznati, tudi občasno pretepali. Vendar so vse te zadeve prispevale k temu, da smo imeli občutek klape, družbe, ki smo ji pripadali, in ta občutek tovarištva je bil nezamenljiv. In potem kot mladostnica ste se pa tudi v teh športnih društvih udejstvovali. Je bilo to tako organizirano? Ja, to je bilo pa potem že organizirano, to je pa že po vojni. Je bil pa Partizan, telovadno društvo, in so imeli tudi druge stvari. Sem ravno zadnjič gledala, eno diplomo sem dobila, ko sem kros tekla. Ja, in tako naprej. Pa sem šla pa v Beograd na visoko šolo za telesno vzgojo. Ja, mi, ko se združujemo kot športniki, nam naredi to fajn, da imamo aktivno življenje, da pač prosti čas koristimo za to, da nekaj naredimo za svoje telo. Jaz sam po sebi ne bi bil neki individualec, prvo, ko sem treniral plavanje, tako da mi ni bilo najbolj všeč, pa sem šel v košarko, tam je bilo ekipni bolj šport in to je bilo bolj meni pristno, pa sem imel kolege med sabo, pa sem zato bolj vztrajal, zaradi tega, ker vseeno to je ekipni šport in uživaš v tem, ko sodeluješ z večjimi igralci in pač potem narediš neki uspeh s temi 5 oziroma 10 igralci. Danes pa zgleda, da ni te potrebe, da je preveč, pa je televizija, pa je radio, pa mi radio dolg časa nismo. Internet tudi. Ja, da ne govorim o računalništvu, pa o igricah na računalniku in take zadeve. In zgleda, da je to dovolj otrokoma, da ne rabijo nekega druženja. Ampak ima pa tudi svoje pozitivne lastnosti. In recimo raziskave psihološke, ki smo jih delali z uporabniki Facebooka, uporabniki spletnih nakupov in tako dalje, in primerjali neke psihološke značilnosti, osebnostne značilnosti med mladimi, v glavnem so bile te raziskave narejene. Smo ugotovili, da so včasih, oziroma da so pogosto ti mladi mladostniki in mladi odrasli celo bolj družabni, da imajo to osebnostno potezo družabnosti še bolj izraženo, kot pa recimo tisti, ki ne uporabljajo spletnih okolij za neko komunikacijo. Obstaja veliko društev, ki nudijo skupinske rekreacije. Zakaj na ta način ne bi postali del kolektiva in poskrbeli za svoje zdravje? Narodni dom bo naslednje leto praznoval 150-letnico obstoja in nasplošno se je društvo še v današnjih časih ustanovi predvsem zato, da ljudje lahko v tem društvu uresničujejo neke svoje ideje, zamisli, način življenja, ki ga recimo v normalnem življenju ne morejo, ker imajo drugačne službe na drugih področjih, v društvih pa uresničujejo to, kar jih veseli. In tudi Narodni dom je bil ustanovljen na teh principih, ki so ga pa potem se vedno razširili. Takrat je bil zelo pomembno to slovenstvo, ki se je moralo ukrepiti napram škutarstvu, ki se je takrat pojavljajo v Ljubljani in v Sloveniji.
Poleg tega so pa to razvili na te medsebojne odnose, na prostovoljno delo, na pomoč, sopomoč sami sebi, na neko pripadnost, neki ideji, za katero so potem bili pripravljeni marsikaj narediti, tako v kulturnem smislu kot športnem, in vse to jih je nekako družilo. Imeli so se lepo, pozabili marsikatero slabo zadevo iz njihovega življenja. Kaj vam pomeni ta telovadba tukaj? Zakaj se hodite? Jaz sem na začetku, ko sem bila stara 6 let, sem začela hoditi, moji starši so me vpisali zato, da bi se malo razgibala, da ne bi bila ves čas samo doma. Zdaj pa že malo tako tekmovalno, bolj že hodimo na tekme, pa imamo tudi kar dobre rezultate. Jaz pa hodim to pač zato, tudi, da sem bolj fit, pa tudi moji starši so mi popisali, pač tudi, da bi spoznala koga tukaj. Zdravo okolje je predvsem, verjetno v zdajšnjem času se veliko to reče, dobra energija, ki nas obdaja, ne? In ta dobra energija prihaja od ljudi, ki nas obdajajo, ki pa prihajajo iz svojih okolij, ne? Zato je zelo pomembno, da recimo, če deluješ v nekem okolju, tudi sam pripomoreš, da to okolje rata pač dobro, nekako z dobro energijo, in na ta način lahko lažje funkcioniraš, ne. Ni zdaj samo to, da je to zdrava prehrana, da je zdrav način življenja, ne, ampak predvsem so tudi zdravi odnosi med ljudmi. Kaj vama pomeni zdravo okolje oziroma zdravje? Zdravje mi pomeni gibanje, zdravo prehranjevanje, zdrav način življenja. Meni tudi splošno zdrav način življenja. Zdravo okolje mi pomeni pač, ne vem, tako čiste reke, jezera, morja, gozdovi, tako no. Vsekakor je življenjski slog današnjih mladih drugačen, kot je bil naš, in že naš je bil drugačen, kot je bil od naših staršev, in to se pač iz generacije v generacijo pojavlja. Prav gotovo je malo manj zdrav tudi zaradi prehrane, ki se zdaj goji na tak in drugačen način. Prav gotovo je malo manj zdrav tudi zaradi načina življenja z elektronskimi pripomočki, ki obstajajo, in posledično iz tega ne samo premalo gibanja, ampak tudi premalo druženja. Ker to druženje, ta socialne okolje, ki ga otroci razvijajo v svojih mladih letih, ko nekako odraščajo in si pridobivajo svoje mesto v svetu, je zdaj kar nekako prekinjeno, ker so veliko doma. Tako da je prav gotovo je drugačno in morda tudi manj zdravo. Kaj vam pomeni zdravje in zdravo okolje? V bistvu lepa narava, zdravje mi pa pomeni veselje, gibanje, šport. Meni pa zdravo okolje pomeni, da se lahko gibaš nekaj, kar ti je všeč, pa ni preveč umazano, pa je povezano pač vse povezano malo tudi z ekologijo. Pa šport, pač gibanje mi pomeni, da se pač gibam, pa se malo razmigam, pa všeč mi je, da pač pa koga spoznam tudi. In kaj vama pomeni ta telovadba tukaj? Zakaj hodite sem? Tako, ko imam rada šport, všeč mi je tukaj. Meni pa zato, ker pač jaz sem samo hotela hoditi na gimnastiko, pa sem se vpisala v Narodni dom, ker mi je tudi tukaj všeč, pa imam tudi prijatelje tukaj. Ne verjamem, da je danes druženja in združevanja med mladimi manj, kot ga je bilo v preteklosti. Tega si ne upam trditi, lahko bi celo rekla, da ostaja bodisi na enaki ravni ali pa celo, da ga je več.
samo oblike tega združevanja in druženja so drugačne, in so se spremenile. Poglejte, naprimer, ne vem, vse te razne revolucije in upori, ki so se dogajali. Prvi tak upor, naprimer v Egiptu je nastal ravno na pobudo teh spletnih, pravzaprav pogovorov, spletnih okolij, virtualnih okolij. In v bistvu lahko danes pravzaprav mladi se dovolj kompetentno udeležujejo nekih združevanj, tudi preko drugačnih okolij. Vsi vemo, da če se nekdo nekaj združi, lahko doseže kaj hoče, ne? Zato pa je že in latinski izrek in pol v angleščini, tudi v slovenščini, ne? Razdeli in vladaj, ne? To ne, razdeli in vladaj. Ker vejo, da ljudje, če se ljudje združijo, oziroma če se združimo, lahko dosežemo to, kar mi hočemo, ne? Kaj mi hočemo? Vsak hoče boljše življenje, boljšo prihodnost, ne? Škisova tržnica v Ljubljani in Lampiončki v Mariboru sta glavni študentski prireditvi, ki privabita izjemno število mladih. Tu se študenti dodobra odžejajo in družijo pred izpiti, kaj pa zdrav življenjski slog. Vsaka organizirana stvar privabi veliko ljudi, čeprav se mogoče nekateri ne zavedajo, ampak če ne bi bilo teh organizacij pa študentskih klubov, v bistvu sploh ne bi študentje se posluževali teh akcij. Za moje mnenje, jaz bi vsekakor rajši, da bi se vrnili spet na stare poti vsi mladostniki, ker bi bilo v bistvu veliko boljše. Zato se jaz osebno rada vključujem v veliko teh projektov, čim več prijateljev, da se združi, gremo ven, sem na tržnico, kamorkoli. Boljše že kot na Facebook manija, tako kot sem rekla, mogli bi se vrniti na stare poti, pa bi bilo definitivno življenje bolj zdravo, bolj veselo, bolj pozitivno, pa bi Mislim, da če bi se v bistvu kolektivni turnirčki in druženje, športanje med sabo, če bi se povezvali, da bi dejansko ljudi več športali, pa v bistvu bi se ful zaveščali, da je to pomembno. Znano dejstvo je, da smo ljudje družbena bitja. Že sama predstava o sebi se izoblikuje šele v interakciji z drugimi. Če pogledamo čisto iz povsem zgodovinsko-družbenega vidika, bi lahko rekli, da je seveda že od vsega začetka jasno, da je človek družbeno bitje in da za svoj obstoj, način življenja, sploh za preživetje potrebuje družbo, potrebuje nekoga ob sebi, enega, dva, odvisno, ampak je pač družbeno bitje, torej nam je ljudem v naravi to, da se želimo združevati, družiti z drugimi, bivati z drugimi in tako naprej. Tako da današnji svet je res, je izredno individualistično usmerjen, poudarja se posameznika, poudarja se njegov individualni razvoj, njega samega, njegovo, kariero, naprimer. In seveda to vpliva tudi na psihološki razvoj mladega človeka. Tako da prav gotovo je ta individualnost, individualizem podal svoj pečat tudi v to razvojno obdobje, ki ga imenujemo mladostništvo. Eden izmed najhujših problemov, ki jih vidim v današnji družbi in ki pesti čedalje bolj tudi mlade ljudi, je osamljenost. Tu ne gre samo za tisto vrsto čustvene, psihološke osamljenosti, ki jo bolj ali manj vsi ljudje začutimo v različnih obdobjih svojega življenja, denimo v puberteti, temveč gre tudi za nek širši in globlji problem, ki pravzaprav prerašča v družbeni fenomen današnjega časa. Kljub temu, da današnja družba temelji na komunikacijah, na tako rekoč obsesivnem, frenetičnem komuniciranju, da v avtobusu, na cesti, na vseh javnih krajih vidimo nenehno ljudi
z mobilnimi telefoni ali pa z različnimi drugimi elektronskimi napravami, ki nenehno komunicirajo med sabo, imam občutek, da tovrstna komunikacija zakriva pomanjkanje direktnega človeškega stika in da je torej neke vrste maska za čedalje bolj požrešno praznino in samoto. Če začnemo pri zelo, bom rekla, temeljnem psihološkem fenomenu samopodobja, ne. Predstava o sebi je nekaj tipično takega, kar ne more obstajati brez prisotnosti in brez vpliva drugega. Preko drugega si otrok, potem kasneje mladostnik in tudi odrasli, predstavlja, kakšen on je, ker se primerja z drugim, ker išče neke svoje prednosti, boljše lastnosti morda in tako naprej. Skratka, vedno, že pri tej osnovi predstave, ki jo imamo o sebi, vedno se pač primerjamo z drugima. In se pravi, da že zaradi tega je imanentno pravzaprav v človeku to, da je družbeno bitje in da potrebuje za svojo zavest o sebi pravzaprav drugega. So področja, kjer se z lahkoto povezujejo, so pa tudi tiste, kjer se razlikujejo. In ob neki solidarnosti o razmišljanju o drugih, če bi bilo tega razmišljanja več, bi bilo tudi lepše na svetu vsem. Kako se dosti združujemo mladi, se vam zdi, da je dovolj tega, ali kako ste se vi tudi združevali? Verjetno mislite na integriteto. To je društvo, ki se ukvarja s protikorupcijskimi dejavnostmi. Mladi, koliko se združujete, ne vem, ker jaz sem hodil v študentsko naselje leta 1980 do leta 1984 in tam je bilo dokaj veliko združevanja, sploh po kakšnih močnih prekrokanih nočeh. Integracija je bila izjemna. Ker sem pa danes star 52 let, bom težko ocenjeval nekoga, ki je poln testosterona, ker me daje že osteoporoza in tudi karies me načenja. Velika želja mladih pa je danes tudi čisto okolje, zato je vsaka ideja o povezovanju, ki pripomore k ekološkemu ozaveščanju, več kot dobrodošla. To je težko doseči v današnjem času, ne vem. Meni je ful všeč, če bi nekaj ekološkega se naredilo, nekaj v takem smislu, kot bi se privrčevalo, naprimer, pa po drugi strani, ne vem, bilo zabavno, naprimer, tudi za študente in lahko bi stekel kot nek projekt, se pravi, ne vem, eko-lampijončki, naprimer, v nekem takšnem načinu, Ja, ful bilo fajn, če bi bile organizirane skupne vadbe, ko je več mladih na enem mestu, pa da se špila basket, fuzbal, pa to. Zdaj tule na lampijončkih imajo posebne skupine organizirane, da je lahko za ločevanje odpadkov, pa da se ne meče po tleh žare, pa to, ampak se vrže v določeno zbirno mesto. Mislim, da bi se mogli mladi združiti, da smeti ločujemo. Pa za sabo ne pozabiti pospraviti. Jaz sem pa iz Društva Ekologi brez meja. Naše društvo je neprofitna organizacija in v bistvu se ukvarjamo z varovanjem okolja, predvsem z ravnanjem z odpadki. Nekako nas najbolj vsi poznate po akciji Očistimo Slovenijo, ampak ne delamo samo tega, delamo tudi marsikaj drugega. Imamo recimo projekte izmenjave oblačil, pa razne druge projekte, predvsem povezane z odpadki. Nekako smo ugotovili, da je tako, da če se pojavi neka zadeva, ki jo je treba rešiti, nek izziv, ne bom rekla problem, da se to najbolj reši tako, da ljudje stopijo skupaj. Tako da v bistvu nekako pač nekako naše geslo je eno izmed, da skupaj zmoremo več. Tako da mislimo, da vsak posameznik je pomemben, je zelo pomemben, to se velikokrat kar zgubi, malo mislijo ljudje, sej
to eni govorijo, pa ni tako, ampak je. Mi smo to ugotovili in to želimo peljati naprej in želimo to sporočilo predati tudi drugim, tako da skupaj. Ja, jaz mislim, da drug, kot pa mladi bomo to naredili, ker starejši jim je težko dati neke vrednote tega, ker so že navajeni 50-60 let, tako da, če bi pa male vzgajali, pa valjda ne, je bilo to drugače. Meni se zdi, da okolje sigurno vpliva na nas, ker cela družba vpliva na nas in še posebej, če imaš ti čisto okolje okrog sebe in veliko parkov in zelenih površin, se boš najbrž ti hitreje spravil do tega, da boš tudi sam na sebi začel graditi na svojem zdravju. Se mi zdi, da je pomembno, da ohranjamo zdravega duha v zdravem telesu, ker je tudi znanstveno dokazano, da lažje opravljamo dolžnosti, ki jih imamo, psihični pritiski, ki jih imamo, so lažji za nas, če smo fizično pripravljeni in tako naprej. Mi si prizadevamo na inštitutu, da bi celo v sodelovanju z šolskim sektorjem, kjer smo pripravljali nekatere aktivnosti, recimo dobili smo z njihove strani en projekt v okviru Evropskih strukturnih skladov, kako razviti modelne ure, modelno učenje, zato da vključuješ čim več tem zdravja že v vsakdanji šolski kurikul, tam, kjer so ljudje, ki poučujejo otroke, da lahko ne samo izobražujejo, ampak dejansko tudi vzgajajo. In ne gre samo za ure telesne vzgoje, ki so predpisane, ampak gre za to, da so danes dokazi, da so pripravljeni programi, da se je recimo možno bistveno lažje naučiti tudi matematike, tujega jezika, zahtevnih snovi, če zraven učitelj otroku omogoči gibanje. Recimo, ne vem, Skandinavci imajo že kar vrsto let uveljavljeno prakso, da naravoslovje, biologijo in podobno poučujejo v blok-urah in odpeljejo otroke ven, takrat, ko je to možno. In potem tisto, kar učijo v naravi, neposredno tam, kjer se stvari dogajajo, kjer je življenje, v katerem pravzaprav teoretizirajo. Meni kot tabornici se seveda zdi pomembno, da se mladi čim več združujemo, prihajamo iz različnih okolij in v bistvu vseh teh različnih okolij imamo ljudje različna znanja, različne veščine, spretnosti in s tem združevanjem jih prenašamo drugi na druge. Vsak nekoga nauči neko dobro prakso in s tem skušamo ustvarjati boljši svet, boljši jutri. Tudi za okolje kaj narediti? Ja, seveda, taborniki in katoliške skavti smo ponovadi res tudi posebej znani po tem, da delamo veliko za okolje, recimo veliko nas ločuje, vozimo se s kolesi, z avtobusi, tudi peš gremo, če se le da, tako da ugašamo luči, zapiramo vodo, smo varčni pri stvarih, kadar se le da, ni v naših močeh. Do pozitivnih rezultatov pa lahko pridemo le s ponovnim poudarkom na solidarnosti in na združevanju. Eden izmed bistvenih razlogov, zakaj je do te krize prišlo, je po mojem mnenju tudi pomanjkanje neke temeljne družbene solidarnosti. Edini način, da iz te krize izplavamo, je pa ravno tako solidarnost. Pri tem imamo v mislih solidarnost po eni strani na tej splošni, družbeni ravni, se pravi na solidarnost med različnimi družbenimi skupinami, tudi na medgeneracijsko solidarnost. Vsak izmed nas pa bo pravzaprav preživel le na ta način, da bo obkrožen solidarnostjo in jo bo prejemal. Prejemal jo bo pa tudi samo, če jo bo tudi svoje strani dajal drugim. Mladi, zbudimo se, povežimo se in naredimo svet boljši, čistejši in srečnejši.